Čeprav je od ledene ujme minilo že kar nekaj časa, so njene posledice vidne še danes. Na slovenskih železnicah so tako potniški promet ponekod nadomestili z avtobusi. Vlada je na zadnji seji sprejela načrt odprave posledic žleda. Železniška proga na relaciji Ljubljana-Sežana in Pivka-Borovnica naj bi bila znova prevozna šele konec tega leta. Država bo iz proračuna namenila samo za obnovo okoli 40 milijonov evrov. Med Logacem in Borovnico se bodo dela zavlekla še v prihodnje leto, saj morajo progo v celoti obnoviti. Sicer pa stroški za najem dizel lokomotiv in dodatnega osebja letijo v nebo. Mesečno teče dober 1,5 milijona. Progo med Pivko in Postojno naj bi že kmalu elektrificirali in tako bistveno zmanjšali stroške. Pričakujemo že letos do konca leta, da bo tudi potniški promet stekel. Tovorni promet pa poteka nemoteno oziroma z dizel lokomotivami, seveda v še veliko večjem obsegu, kot je potekal prej, ker so potrebe bistveno se tudi letos povišale. Tovorni vlaki so lani prepeljali za dobrih 17 milijonov ton tovora, 9% več kot lani. Mes upa, da bo nova vlada odločitev o drugem tiru sprejela čim prej, saj tudi Evropa teži k povezovanju in hitrejšemu razvoju železnice. The development of the international or European corridors is important. But at the same time, the link with these corridors and the eastern markets, via Turkey, via Russia, is quite the steps forward. Prav železnica, kot so v Portorožu poudarili predstavniki železniških podjetij iz vsega sveta, je gradnik uspešnega gospodarstva. Glede na hitrost obnove uničene infrastrukture po ledeni ujmi, se kot kaže odgovorni tega pri nas ne zavedajo prav dobro.